Živijo. Z Mladenom sva se naučila, da se bo natikala, da ne bova igrala vikanja pred nikoma. Pa sem mislil mogoče kar lotiti se prvega vprašanja, kar zagrabiti pravzaprav tvojo knjigo. Mogoče je za začetek kar pri naslovu, Biti njen dvojnik. Zdi se mi, vsaj mene ta naslov spomne na eno najstarejših filozofskih vprašanj v vsej zgodovini filozofije. Se pravi na vprašanje distinkcije med filozofom, ki ga zanima resnica, resnična bit, resnični govor, in na drugi strani likom sofista, ki ga ne zanima resnica, ki ga ne zanima resnična bit, ampak ki ga zanima zgolj in samo videz ali pa izgled resnice ali pa resnične biti. In če je Platonova teza, da je bit na nek način prvotnejša, starejša, prvobitnejša od njenega dvojnika, od njenega posnetka, je seveda prvo vprašanje, ali bo Mladenova knjiga platonistična. Potem začnemo kar Lahko s kratkim in odločenim mnenjem. Z vsemi kanoni. Začnemo z vsemi kanoni. Gregor, hvala za ta uvod, hvala knjigarni Azil tudi za ta večer. Biti njen dvojnik, če malo komentiram naslov te knjige. Bit je najbolj eminentna filozofska kategorija par excellence. In pri Aristotelu imamo celo to nekako opredelitev, definicijo filozofije. Filozofija je tisto, kar se ukvarja z bitjo kot bitja. Ne z bivajočim v njegovih posameznih različnih aspektih, ampak z bitjo kot tako. Ampak ob samem začetku filozofije je ta centralna kategorija bila na razne načine podvojena in sam filozofski diskurs, status filozofa je bil na določen način podvojen. In če začnem, še malo pred Platonom z Talesom, vse se je začelo s Talesom, prvi filozof, utemeljitelj filozofije. Malo mi delajo probleme tele. Mogoče položim kar na tole. Skratka, v Talesu, naj začnem s tem enim slovitim Talesovim izrekom, ki pravi, za 3 stvari se moram zahvaliti bogovom. Prvič, da sem bil rojen kot človek in ne kot žival, kot divja zvir. Drugič, da sem bil rojen kot moški in ne kot ženska. In tretjič, da sem bil rojen kot Grk in ne kot barbar. In vidimo, da sam status filozofa, tako kot ga je opredelil Tales z svojimi lastnimi besedami, temelji na nekem razcepu, na nekem antagonizmu, na neki podvojitvi, na nečem, kar mora biti izločeno iz diskurza o biti. Človek žival, moški ženska in Grk barbar. Sam logos že temelji na izključitvi in določeni podvojitvi senci filozofskega diskurza, senci filozofa. S to podvojitvijo na človeka in žival se ne ukvarjam v tej knjigi, to je tema, velika tema v zadnjem času filozofskih diskusij. Ukvarjam se kar nekaj v enem poglavju s to podvojitvijo na moškega in žensko in to zopet ob Talesu, ob samem začetku filozofije, ker ena najstarejših anekdot o filozofiji sploh govori o tem, kako je Tales pač nekega večera se sprehajal in gledal zvezde, gledal v nebo, gledal v večnost, v transcendenco, kot se spodobi filozofu in pri tem pač spregledal tisti jarek, ki mu je ležal pred nogami in padel v jarek. In na pomoč mu je priskočila ta tračanska služabnica, dekla, sužnja, se smejala in rekla, vi filozofi, hočete dojeti resnice kozmosa, najvišje resnice sveta in ne vidite jarka, ki leži pred vašimi nogami. In ta tračanka je nemara prva publika filozofije, je nekako tista, ki ponudi neko očišče, filozof, nekdo, ki se ukvarja z nezemskimi rečmi, pa ne vidi praktičnih stvari pred sabo. Ampak ta tračanka je
je pač troje. Ženska, sužnja, služabnica in priseljenka. Trakija je pač nekje področje na meji, robu Grčije in je vedno veljalo za neko polbarbarsko območje. Iz Trakije sicer izvirata tudi Dionis in Orfej kot neki barbarski, mejni, nemara, božanstvi. Skratka, to je en vidik in k temu se bomo še vrnili k vprašanju ločnice med moškim in žensko, podvojitvijo na moškega in žensko. In tukaj vidimo, da imamo to figuro ženske služabnice, priseljenke, ki je neke vrste prva podvojitev filozofa. Izključena, ona, ki je ostala brez besed in brez zgodovine, filozofija se pa ukvarja z univerzalnim zalogosom in je pač imela to kariero, ki je imela. Imamo neko nadaljno podvojitev ob samem izvoru filozofije. Če je filozofija diskurs o resnici, potem je na določen način ob samem začetku podvaja epimenid. Se pravi, epimenid, tisti Krečan, ki je dal to slavno izjavo, vsi Krečani so lažnivci, s tem, da je bil seveda on tudi Krečan. Skratka, paradoks lažnivca, če je ta izjava resnična, je lažna, če je lažna, je resnična in tako naprej, spet neka druga podvojitev filozofije, podvojitev diskurza resnice in laži. In ta laž, vprašanje laži se postavi v dimenziji samonanašanja izjav, skozi pozicijo izjavljanja, skozi refleksijo pozicije izjavljanja in samonanašanje izjav. Skratka, ta resničnostni diskurs resnice kot adekvacije besede in reči, pojma in realnosti, je na določen način podvojen z tem vprašanjem laži, ki od znotraj najeda logos. Tretja podvojitev, in končno pridem do tvojega vprašanja, je vprašanje podvojitev na filozofa in sofista. Tega sofista, ki sta ga tako Platon kot Aristotel na veliko preganjala. In v čem je problem sofista? Problem sofista je, da je pač nek ponarejeni filozof, ponaredek filozofije. Videz, nekdo, ki daje videz, da je filozof, v resnici pa ni. In filozofi so bili pač deležni slavljenja velikih duhovnih dosežkov, sofiste se je ves čas zasmehovalo in preganjalo, ampak sofist je na določen način senca filozofije. Senca, ki je nenehno spremljala filozofijo skozi vse njeno zgodovino, senca tega videza, ponarejenega logosa. In tega sofista ni mogoče kar tako izključiti, se ga znebiti. In največja priča temu je Platonov dialog z naslovom Sofist, kjer, ne vem, če poenostavim in zvedem ta paradoks tega dialoga na en stavek, sofist v tem dialogu nikjer ne nastopi, samo govori se o njem, nima besede, pa kljub temu zmaga na koncu. Zmaga zato, ker ga še tako skuša zakoličiti in pregnati, na zadnjega cel dialog ne uspe dobro zakoličiti in pregnati. Zadnje formule, ki jo da sam Platon o definiciji sofista, kot je opozorilo veliko interpretov, bi se lahko nanašalo tudi na samega Sokrata. Skratka, pridemo do neke čudne nerazločljivosti te prave filozofije in njenega videza. In s problemom sofistike je zvezan še nek drug problem, o tem bomo govorili malo naprej, ampak lahko tukaj omenim problem mimezisa. Problem mimezisa kot oponašanja, kot imitacije. Sofist je nekdo, ki zgolj imitira. Imitira filozofijo, pa ni zares filozof. Problem mimezisa, kot se pojavi pri Platonu, in tle pridem do tvojega vprašanja, a sem platonist ali nisem, problem mimezisa je pri Platonu postavljen na nek zelo nenavaden način, namreč kot Platonova panika, tako rekoč, strah pred samim mehanizmom imitacije. V samem mehanizmu mimezisa imitacije je neka velika nevarnost.
Nevarnost najprej tega, da zgledi vlečejo, zgledi so takšni, da jih, če hočemo ali ne, vedno imitiramo in nekako fatalno bolj imitiramo slabe zglede kot dobre. To je Platonov problem. Nevarnost tega, da mimezis, če skušamo to navezati, recimo na Platonov primer teatra, če nekdo zgolj igra zlobneža, karkoli, tatu, brezvestnega človeka, karkoli, če zgolj igra, Platonov problem je, da to, kar igra, to, kar skuša zgolj oponašati, se ga bo vendarle na določen način prijelo. Ni nedolžnega mimezisa. Vedno na nek način mimezis, če hočemo ali ne, nas obeleži, nas kontaminira. Obstoji kontaminacija mimezisa. In tretji problem, problem slikarstva, zopet Platonov problem, naredimo kopijo. Kaj je slikarstvo? Kopija, celo kopije, kolikor so že same stvari kopije idej. Ampak to, da naredimo kopijo, je za Platona velik problem, ker nazadnje te kopije, ki bi morale biti nič, ki so tako oddaljene od idej in tega zvišenega sveta, ki je onkraj, ki bi moral biti onkraj teh posvetnih kopij. Platonova panika je v tem, da bodo te kopije na določen način omadeževale sam svet idej. Da kopije niso nikoli zgolj kopije, da ni take stvari, kot je nedolžna kopija. Na določen način sama kopija udari na svoj original, ga obeleži, udari nazaj. Ne? In če se vrnem zdaj k problemu sofista, problem sofista je nenavaden z Platonovega vidika, zaradi tega, ker če ga primerjamo s problemom igralca. Tam je Platonov problem, da karkoli igramo, se nas bodo na določen način prijelo in nas oblikovalo. Sofist pa je nek igralec, ki igra filozofa, oponaša filozofa, ampak naj še toliko oponaša filozofa, in ne bo postal filozof. Skratka, imamo nek mimezis, ki se začuda nas, če bomo oponašali slabe zglede, se bo to takoj prijelo, ampak sofista se pa ne prime dobri zgled, ki ga skuša oponašati. Kar je malo, Platon zaide v zelo velike težave s tem svojim preganjanjem mimezisa. In dobro, če rečem samo še en stavek, Platonov strah pred mimezisom, s tem se ukvarja cel prvi esej v tej knjigi, Platonov strah pred mimezisom, pred tem, kako nas utegne mimezis obeležiti, kontaminirati, omadeževati, umazati, karkoli, ne, je videti popolnoma iracionalen. In videti je, da je to njegova neka malo nora, fiksna ideja, panična ideja. Aristotel je tisti, ki je govoril o mimezisu na veliko bolj razumen način in postavil neke parametre mimezisa, ki so historično veliko bolj učinkovali od Platonovih. Samo moja ideja v tem prvem eseju je, da mogoče v tej Platonovi norosti, v tem, kar je videti nerazumno v Platonovem strahu pred mimezisom, da smo nasledili dejansko nekemu realnemu, ki je na delu v mimezisu. In da se lahko več naučimo od Platonove norosti kot od Aristotelove razumnosti. Aristotel je bil vedno veliki klasifikator, veliki neutralizator in veliki pacifikator. Ko bi rekel. Pri Platonu pa imate nek paradoks v zaostreni, do kraja zaostreni obliki. Dobro, najneham tle. Dobro, hvala. Hvala, Mladen. Skratka, razumem vsaj v tem pomenu tvoj odgovor, da mogoče nisi platonist kar tako, si pa definitivno platonist v primerjavi z Aristotelovcem. To boš po mojem vzel. Ne, vzamem nase. Takoj, če moram izbrati, takoj Platon proti Aristotelu. Imam še eno terminološko vprašanje. No? Čist na ravni vprašanja, kaj pomeni dvojnik, pa kaj pomeni mimezis,
Pa kaj pomeni tudi še en koncept, ki ga v knjigi, pa tudi v siceršnjem delu velikokrat uporabljaš, koncept ponovitve. Se pravi, kako pravzaprav razločiti med temi tremi pojmi? A gre za tri popolnoma različne koncepte, ki imajo neko svojo tradicijo, neko svojo zgodovino, ki jih je treba tudi jasno razločiti med sabo, ali gre za neko v bistvu, kako bi rekel, konceptualno gnezdo, se pravi za neko sorodnost med, ne vem, med ponavljanjem, med dvojnikom pa med mimezis oziroma oponašanjem? Dobro, ta knjiga ima naslov Biti njen dvojnik in v osnovi prinaša nekih 9 esejev, ki imajo zelo različne vstope, se ukvarjajo z različnimi problemi, ampak nazadnje se mi zdi, da se mi zdi, da vsej filozofiji je tako, da vidiš, da enega človeka muči na koncu en sam problem. Kjerkoli začneš, prideš do tja. No. Mislim, karkoli si že vzameš kot neko vstopni problem, mislim, nazadnje boš prišel do tja, tako ali drugače. Nekaj načina, da bi ubežal na svoji filozofski usodi. In ta problem je pač zame ta, kako misliti dvoje, kako misliti dvojstvo, kako misliti razdvojitev, kako misliti dvojnika, kako misliti razcep. In ne vem, če je terminološko en termin boljši od drugega, da skratka vsi mirijo v to isto smer. In pač knjiga se skuša ukvarjati najprej v prvem koraku z mimezisom, ki je pač problem imitacije, oponašanja in z različnimi problemi, ki jih mimezis kot neko strašno močno gonilo prinese s seboj tako v umetnosti, kot tudi v politični razsežnosti. In Aristotel v poetiki v osnovi nekje reče, človek je žival, ki oponaša. Ta zgled, ta zmožnost mimezisa je nekaj, kar nas opredeljuje kot ljudi. Samo v nasprotju z Platonom, ki mu to povzroča veliko tesnobo, Aristotel tam govori o tem, da ljudje oponašajo in jim to prinaša veselje, radost. Mislim, nekaj je neobremenjenega, veselega na tem, da lahko oponašamo. In v različnih razsežnostih se različni eseji pač gibljajo skozi različne perspektive, kako dospeti do tega temeljnega razcepa, do nekega ontološkega razcepa, in to je tisti moj ključen problem. Recimo, kako misliti nek razcep, ki je na določen način konstitutiven ali ki predhodi svojim delom, tistim enemu in drugemu delu, ki sta razcepljena. Spravi, kako misliti neko prioriteto, primat razcepa pred bivajočimi kosi bivajočega, ki so razcepljeni. Sam razcep, ki je v zadnji instanci, recimo, razcep ne med nečim in nečim, ampak razcep kar tako, spekulativni razcep, ontološki razcep. Kako pogojuje pač razmerje v različnih aspektih razmerje med različnimi bivajočimi, ki so razcepljena med seboj. No, en vstop je pač skozi mimezis, en vstop je skozi problem anamorfoze kasneje, anamorfoza je notranja podvojitev podobe, ne podvojitev na dve različni podobi, ki sta si podobni, ampak znotraj same podobe je zasuk, ki se podoba podvaja samo sebe. Skozi problem notranjega govora, s katerim se kar nekaj časa ukvarjam, nekaj, kar podvaja to, kar običajno imenujemo govor. In ta problem se mi zdi pač nenavaden v tem, da se je tako malo ljudi v bistvu ukvarjalo s tem, kaj je to notranji govor. Ker konec koncev notranji govor je nekaj, kar nas spremlja vse življenje. Vse življenje na določen način govorimo samemu sebi v glavi. Preden kaj rečemo, govorimo samemu sebi v glavi in ta notranji monolog je mogoče tisto, kar imenujemo zavest.
če ne bi bilo notranjega monologa, sploh ne bi bili zavestna bitja. Hkrati pa tle ne govorimo o psihozi, o slišanju glasov ali nekih spektakularni patologiji, tudi ne govorimo o nezavednem, ampak o nečem zelo, zelo banalnem, preveč trivialnem, da bi se filozofija kdaj pravzaprav zares ukvarjala s tem. In skratka, razlika med notranjim in zunanjim govorom je nemara nekaj, kar nas zopet privede do roba podvojitve govora kot podvojitve, in podvojitev govora je zavest. Mogoče sploh ne moremo misliti zavesti brez te notranje podvojitve govora. In v nekih drugih razsežnostih se pol ukvarjam z bolj tehnično-filozofskimi vprašanji, recimo z vprašanjem biti pri Hegelu, in podvojitev biti pri Hegelu je podvojitev na biti nič. Drugo biti za Hegla je nič, ki pa je isto kot bit. Spravi, čim skušamo zajeti bit, pravzaprav zajamemo nič, in eno in drugo ni mogoče konceptualno razločiti. Lahko uporabimo dve različni besedi, ampak konceptualno merita točno na isto. Kot pravi Hegel, pač v neki sloviti prispodobi, v čisti luči in v čisti temi vidimo isto, namreč nič. Ne? In mogoče si lahko predstavljamo, da je čista luč nekaj drugega kot čista tema, ampak konceptualno tega dvojega ne moremo razločiti. Ne? In tukaj gre za to zopet vprašanje minimalne distinkcije, ki opredeljuje biti samo kot tako od znotraj. In zdaj, če se vrnem k tvojemu vprašanju, ne gre mi toliko za to, da bi strogo terminološko ločeval med temi različnimi aspekti, ampak da bi z različnimi termini, z različnimi vsebinami, z različnimi stopnimi točkami, z različnimi zgodbami pravzaprav vedno prišel do tega temeljnega dejstva podvojitve. Neke notranje podvojitve, ki opredeljuje to, kar je pozitivno pred nami in ker je nemara v tem, kar je pozitivno pred nami, na določen način nevidna, pa vendarle od znotraj preganja to pozitivno danost. In problem ponavljanja, če še to rečem, kateremu se nekajkrat o tem govorim, v svoji prejšnji knjigi sem govoril o tem bistveno več. Rekel bi, da je ta notranji razcep, notranji antagonizem, ki pogojuje pač pozitivno dano bivajoče, se kaže lahko najprej kot razcep na bit in dvojnika, tako ali drugače razumljenega dvojnika, v mnoge podobe, ki jih lahko ta dvojnik prevzame. Ampak hkrati je ta notranji razcep nekaj, kar se metonimizira, kar v bistvu se ne more ustaviti, razrešiti, nikjer se ne more ustaviti in razrešiti, in to je tisto, kar poganja sam proces ponovitve, kar nujno poganja nek proces ponovitve. Proces ponovitve, ki se vrača na to isto nevralgično mesto in ki pa ga ne more nikoli izčrpati ali zajeti. Pač v tej sloviti Kierkegaardovi opredelitvi ponavljanja, Kierkegaard ugotovi, pač v nekem slavnem stavku reče, ugotovil sem, da ponavljanja ni, da vsakič, ko ponovimo, pravzaprav smo se že nekam premaknili, proizvedli neko razliko. Ugotovil sem, da ponavljanja ni, in to izkustvo se mi je kar naprej ponavljalo. Kaj se je ponavljalo? Ja, ne neka pozitivna danost. Sama nemožnost tega, da bi ponovili, se kar naprej ponavljala. Ne? In to je recimo nek aspekt, ker se ponavljanje veže na problem tega, kako zajeti ta utemeljitveni razcep. Ta utemeljitveni razcep se ponavlja kot nemožen. Ne? In sama nemožnost tega, da bi ga ponovili, ustrezno zajeli, je tisto, kar je pravzaprav predmet ponavljanja. Mogoče je to dobra iztočnica za naslednje vprašanje, ki sem ga pripravil. Še prej pa samo toliko neka splošna opaska. Z Mladenom sva se pogovarjala, da bi ta najin pogovor trajal kakšno uro, potem pa nekako odpreva za širšo debato. Zdaj pa k tej iztočnici. Če bi v književnosti našel nek žanr, ki se ukvarja z razcepom znotraj enega, ali pa nek žanr podvajanja, oponašanja, ponovitve, je to najbrž komedija. Nobeno naključje ni, da
seveda da to je nedvomno ena tema, kateri se v zadnjem času veliko vračaš. Pa mogoče je to tudi spet neka tema, kjer lahko eno klasično filozofsko vprašanje si takoj zastavimo, se pravi spet o razmerju med Platonom in Aristotelom. Super si prej se mi zdi povzel to Aristotlovo neko naklonjenost do oponašanja. Mimezis obstaja zato, ker ljudje radi oponašamo, se s tem učimo in tako naprej. Skratka, obstaja tudi neka učna pot oponašanja mimezisa, ampak po drugi strani je pa vendarle vzpostavil neko distinkcijo med tragedijo pa komedijo. Znana je pač ta njegova teza, da tragedija posnema ljudi, ki so boljši od nas, oziroma boljši od današnjih ljudi, medtem ko komedija ljudi, ki so slabši od nas, ki so slabši od današnjih. Se pravi, če na eni strani se zdi, da za Platona je kakršnakoli imitacija vedno obstaja nevarnost okužbe, Aristotel vendarle vsaj tragediji se zdi, bi lahko rekli, da neko licenco, da vsaj tragedija pa vendarle se na nek način kot najvišji žanr vendarle približa filozofiji. Se pravi, moje vprašanje bi bilo, kako sploh zagovarjati v resnici neko filozofsko ali pa resničnostno vrednost komičnega. Ni na nek način, mislim, se to je spet mogoče staro vprašanje filozofa in sofista, ampak ni na nek način ukvarjanje s komedijo prej sofistova naloga kot pa filozofova? Ja, več stvari ob tem. Ena stvar, ki jo mogoče lahko rečem, glede na to smo na terenu teatra, da ta moj naslov, to menjam samo mimogrede, je tudi podvaja recimo naslov slovite Artojeve knjige Gledališče in njegov dvojnik. In Artojeva poanta, zopet zelo, to je pač knjiga, iz leta 38, sredi 30 let, Artoj kot veliki modernist, kot skrajni modernist, zagovarja kaj? Mislim, Gledališče in njegov dvojnik, to, kar Artoja moti, je ravno to, da je gledališče neko območje iluzije in ponovljivosti, proizvajanja teatrske iluzije in tega, da se teater dogaja kot pač v modusu ponavljanja. Predstava je predstava za to, da bi ponovili. In to, kar hoče on, je to, kar imenuje gledališče krutosti, je ravno neko gledališče, ki bi bilo gledališče prezentacije in ne reprezentacije. Se pravi, ki bi bilo v svoji krutosti takšno, da bi ga ne bilo mogoče ponoviti in ki ne bi bilo več iluzija. In s tem začenjam zato, ker Arto stoji točno na nasprotnem koncu od komedije. Arto, seveda, z vsem velikim spoštovanjem, ki ga imam do njega, mislim, ki je ekstremno zanimiva figura, ampak ni pa bil nikoli figura komedije. Mislim, če za eno stvar ni imel smisla, pa to komedija. Kaj je komedija? Komedija je ravno nekaj, kar živi kot riba v vodi od podvajanja in ponovitev. Kar naprej živi od te, ne od prezentacije, ampak od reprezentacije, od ponovljivosti. Samo ponavljanje je vir komike, samo podvojitev je vir komike. In če hočemo priti do nekega zelo, zelo elementarnega vzvoda tega, kaj je komično, potem je najboljši način, da skličemo nazaj na ta sloviti Pascalov stavek, da pač en obraz sam za sebe ni komičen, ampak dva podobna obraza, če postavimo skupaj, pa postaneta komična. Spravi, Pascal tukaj se mi zdi pride do neke minimalne definicije komičnega, nekaj minimalnega vzgiba, vse enega od vzgibov komičnega. Eno ni komično, dvoje je komično. Samo podvojimo, samo postavimo skupaj dva podobna obraza, podvojimo isti obraz na dva obraza in takoj vzbuja smeh. Spravi, ta razcep, ta podvojitev, razcep je nekaj, kar je sam osnovni mehanizem komičnega. Zdaj, skozi zgodovino je, dobro, začel si s Platonom in Aristotelom, tudi Platon na neki točki govori o tem, da je komedija pač žal potrebna,
ker brez komedije pač tudi ne bi imeli tragedije, rabimo neko nasprotje ali neko, zato da bi tragedija prišla do svojega pravega izraza, pravzaprav potrebuje svojega dvojnika. Ampak če že moramo uprizoriti komedijo, potem dajmo te čudne komične vloge igrati sužnjem, pa kakšnim, ki je hierarhično nizko. Zato, ker pri poštenih, svobodnih, odraslih ljudeh obstoji ravno ta nevarnost mimezisa, o katerem sem govoril, bodo igrali te vloge, pa bodo začeli v njih uživati, pa se jih bo to prijelo, pa bodo nehali biti resni, svobodni, odgovorni državljani polisa. Dajmo outsourcati komedijo, če je že potrebna. Pri Aristotelu imamo nek malo drugačen dispozitiv. Najprej dispozitiv tega, mislim, to, kar je pri Aristotelu zanimivo, v njegovem pojmu mimezis je recimo pojem produktivne mimezis. V enem slavnem stavku pravi Aristotel, da pač umetnost deloma oponaša naravo, in to je Platon je ostal samo pri tem, deloma jo podopolnjuje in pravzaprav prinaša tisto v naravi ven šele, kar je v njej še nedopolnjeno skrito. Se pravi, produktivna mimezis pomeni, da oponašamo, da naravi nekaj manjka. Narava je še nedopolnjena. In šele z tem, da jo oponašamo, pravzaprav prinesemo tisto na dan v njej, kar bi morala biti. Šele z mimezisom zares postane to, kar naj bi po svojem pojmu bila. In to je pojem produktivne mimezis. Skratka, ne samo, da oponašamo, ampak dodamo k temu, kar oponašamo in s tem v bistvu šele to bitnost na določen način v podvojitvi šele vzpostavimo. Ki je koncept, ki je zelo drugačen od Platonovega. In druga stvar, ki je zelo zanimiva pri Aristotelu, je pač to, mislim, famozno, napisal je knjigo o komediji, napisal je poetiko, ki se ukvarja na veliko s tragedijo, katarzo, z vsemi mogočimi mehanizmi pač tragedije, in napisal je tudi drugi del, ki se ukvarja s komedijo, ki pa je bil pač fatalno izgubljen. Brali ste Eka ime rože, pa veste, kakšne sorte zaplete so s to drugim delom Aristotelove poetike, to izgubljeno, mitično izgubljeno knjigo. Se pravi, komedija od vsega začetka nastopila kot revnejša in manj glamurozna sestra tragedije in na drugi strani, s tem, da je umanjkala ta Aristotelova teorija komedije, ki je obstajala, pač obstojijo historični viri, izpričani o tem, kot tako rekoč manjkajoča polovica. Neka manjkajoča polovica, ki je ves čas nekje capljala zadje in ki je ostala v neki senci. In seveda me ta moment komedije na veliko zanima, zlasti v tem prvem eseju, ravno zaradi tega, ker je ta mehanizem razcepa, podvojitve in ponavljanja komedija vzela kot svoje geslo, kot nekaj, kar je vzvod tega, da se približamo nekemu realnemu. V tragediji je to, če se Platon je v tem pogledu nekdo, ki je formiran s tragedijo, tisto, kar je enkratno, je zares, tisto je tragično, enkratna človeška usoda je tragična. Če to podvojimo, če naredimo kopijo tega, če to ponavljamo, potem pravzaprav ne more biti zares. Potem se znajdemo v nekem prostoru podvojitev, simulakrov, Bog si ga vedi, kaj je res, pa kaj ne. Ne moremo ločiti enega od drugega. Imate eden najstarejših pač takih blueprintov za komedijo je Plautova komedija Menehmi, dvojčka, kjer je ves zaplet v tem, da pač nastopata dva dvojčka, ki imata vsak svojega služabnika, ki sta tudi dvojčka in nikoli pač nastane komedija zmešnjav, kjer nikoli ne moramo vedeti, kdo je kdo, komedija zamenjane identitete, ki je zelo, zelo hvaležen pač humus komedije in tudi Shakespearjeva komedija, ki je nastala po modelu te Plautove komedije, nosi naslov ravno Comedy of Errors, se pravi komedija zmešnjav, komedija teh zamenjav, podvojitev. Se pravi, namesto da bi komedija vzela to kot
tako kot tragedija, kot nek fatalen manko, da so stvari kar naprej podvojene, pa da ne vemo, katera je katera. Vzame to kot svoj vzvod, da pride do realnega. Ne? In ta vzvod nemara lahko seže dlje, ravno zato, ker si jemlje biti in njen dvojnik za svoje geslo, na določen način komedija, nemara ta vzvod lahko seže dlje, tem, da pridemo na kraj s problemom biti, s katerim ne bomo itak nikoli prišli na kraj. Ok, hvala Mladen. Zdaj pa mogoče trenutek napočil za najtežje vprašanje za danes. Mimezis in spolna razlika. To si nekako že napovedal, da bova še govorila o tem in mogoče je čas, da se tega lotva. Moje vprašanje bo zelo naivno, zelo sofistično, ti boš pa potem povedal, kako je res, upam. Sicer sofistovo vprašanje se glasi takole. Ali obstaja izvirni spol, glede na katerega je drugi spol samo nek poskus posnemanja? Skratka, obstaja nek izvirni spol, neka bit in nek drugi spol, ki je zgolj videz, ki zgolj posnema, ki se zgolj skuša udejaniti tam, kjer tisti izvirni spol nastopa, ki poskuša posnemati pač vse tisto, kar sodi zraven. Neko vprašanje, ki se mogoče skriva v tem sofističnem vprašanju, se mi zdi, da je vendarle aktualno. No? Se mi zdi, da v zvezi z neko neenakopravnostjo spolov, ki še vedno obvladuje današnjo družbo, se pravi v bistvu z nekim patriarhalnim redom, se mi vedno znova postavlja vprašanje, ali je naša domneva, da moški v patriarhatu uživa. Se pravi, da ljudje, ki se imajo za moške, v patriarhatu uživa, da to je njim to, da oni se počutijo kot bubre golojo, ali kako reče, kot riba v vodi, si ti lepo prerekel. To bi bilo recimo neko skrito dejansko vprašanje. Dobro, najprej, kakšne sorte podvojitev je spolna razlika? Mislim, kako misli to podvojitev? In ne vem, kako bi rekel najbolj preprosto. Otrok se rodi in postavi se prvo vprašanje, a je fantek ali punčka? In vidite, kako se na tem v prvem trenutku, v prvi sekundi po rojstvu se nekako odločimo. Odločimo se zelo preprosto, postavimo razliko, spolno razliko, moški, ženska, na podlagi česa? Na podlagi prisotnosti ali odsotnosti določenega anatomskega markerja. Dobro, ok, obstaja neki res, ampak res zelo redke izjeme, ampak v osnovi tisti rule of thumb, kako se odločimo, kaj je moško, kaj je žensko, odločimo se na podlagi prisotnosti, odsotnosti anatomskega markerja. Falosa, dobro, falična razlika, ki nastopa, pač veste, na veliko v psihoanalizi. Zdaj ta razlika, Freud pravi nekje, anatomija je usoda. In na določen način vidimo, da je neka kontingentna anatomska razlika, pač usoda spolne razlike na tej prvi ravni. Zdaj, če rečem prisotnost ali odsotnost markerja, zavestno uporabljam neko strukturalistično izrazje, kaj je tisto, kar definira označevalno razliko? Označevalec, ki je diferencialen, opozitiven in tako naprej, od Saussureja naprej, je ravno prisotnost ali odsotnost določene distinktivne poteze. To je tisto, kar je označevalec za Saussureja. Ali je samo to razlikuje, ali je prisotna ali odsotna določena distinktivna poteza. In tukaj vidimo, kako se spolna razlika na tej ničelni ravni natančno ujema z označevalno razliko. Prisotnost ali odsotnost določenega markerja. To, kar zakoliči označevalec v vseh svojih potem mnogotirih nadaljnjih proliferacijah, je v neki zelo minimalni obliki zvedljivo na prisotnost, odsotnost markerja in tukaj se pokriva z načinom, kako določimo avtomatično, takoj določimo spolno razliko. Če bi bilo to vse, potem ne bi rabili psihoanalize. Ne vem, kako ne rečem.
In ves problem psihoanalize izhaja iz tega, da spolna razlika ni označevalna razlika. Da ni označevalna razlika, ni razlika, ki bi jo lahko zakoličili z označevalcem. Seveda lahko uporabimo označevalec moški in ženska ali pa celo serijo metonimičnih, ne vem, duh, telo, materija, forma, pasivnost, aktivnost, čustvo, razum ali karkoli se pač vedno so na nek način spolno obeležene te razne dualnosti. Ampak vidimo, da so to metonimije, ki se sučajo ravno okoli neke nemožnosti, da bi samo spolno razliko lahko v tem, kar je realno spolne razlike, v tem, kar dejansko predstavlja neke dramo človeške seksualnosti, da bi lahko s tem zakoličili. Če ne moremo zakoličiti z označevalcem, kako pa je lahko? In Lacan ima tu res briljantno formulacijo, ki pravi, spolna razlika je tisto, kar se ne neha ne zapisovati. Ne neha se ne zapisovati. Ne moremo jo zapisati z tem, da jo zapišemo, da zvedemo na to prisotnost odsotnost markerja, s tem jo že na določen način izdamo. Ne zapisuje se, ampak ne neha se ne zapisovati. Se pravi, od znotraj vendarle vztraja neko realno, ki preganja vsako opredelitev spolne razlike. Neko realno jedro, s katerim ne moremo v seksualnosti nikoli ne moremo priti na kraj. Ne moremo priti na kraj nekih preprostih seksualnih identitet. In tukaj je tudi ves problem, se mi zdi, tudi vsega političnega gibanja, LGBT, gibanja spolne identitete, ki se zavzema za to, da bi k identiteti moškega in ženske dodali celo serijo drugih vseh možnih spolnih usmeritev, identitet in tako naprej, kar je absolutno hvalevredno in to absolutno podpiram. Težava je samo v tem, da se mi zdi, da pač, če se obnašamo samo na ta način, da bomo afirmirali določeno spolno identiteto, bomo s tem zatajili tisti moment, na katerega meri psihoanaliza, namreč, da je vsaka spolna identiteta od znotraj problematično razcepljena. Zato imamo težave s seksualnostjo. Ne? In če se vrnem k tvojemu vprašanju, kaj je prvo, ali kaj je izvirnejše, ali kaj, ko bi rekel, na vsak način imamo to kompliciteto med logiko označevalca in določeno falično logiko. Ne? V tej prvi minimalni sceni, ali je fantek ali je punčka, vidimo to kompliciteto. Tako se takoj ob človeškem rojstvu uprizori. Ampak istočasno za to označevalnimi načini, kako se loti te identitete, od znotraj vsako od teh diferencialnih opozicij, vsako od teh distinktivnih potez preganja tisto, kar se ne neha ne zapisovati. Ne? Spravi, znotraj označevalne možnosti, opozitivne označevalne možnosti nastopa ravno to, kar je realno spolne razlike, ki nima svojega označevalca, ki nima svojega pravega označevalca. In od tod recimo ta Lacanova famozna izjava, ženska ne obstaja. Ne? Ravno to, tisto, kar se ne neha ne zapisovati, nikjer ne obstaja, ampak to, da ne obstaja, ne pomeni, da nima konsekvenc. To, da rečemo, da nečesa ni, to je neka zelo osnovna Lacanova lekcija. Veliki drugi ne obstaja, ampak to ne pomeni, da smo z njim lahko pridemo na kraj. Vendarle insistira ves problem velikega drugega. Ženska ne obstaja, ampak ravno insistira skozi svoje permanentno nezapisovanje, ki iztirja vsako označevalno logiko. Ne? V bistvu sled tega, da se nekaj ne neha ne zapisovati, je to, da pač da ta logika ves čas proizvaja različne oblike svoje iztirjenosti. In dobro, nezavedno, ki se kaže ravno v lapsusih, prelomih, zarezah v polju pomena, je simptom, znamenje, indikacija te iztirjenosti označevalne logike, ki ne more nikoli izhajati s tem, da bi bila v sebi sklenjena. Če grem k drugemu delu tvojega vprašanja, a moški zares uživajo v patriarhatu? Kdo zares uživa?
A je bila neka podmena tvojega vprašanja tudi, a mogoče pa moški trpijo patriarhatu? Nikakor ne bi hotel iti v diskurs o tem, kako že res, da ženske trpijo patriarhatu, ampak kaj, moški pa še hujš ali karkoli. Ne vem, če lahko na tvoje vprašanje. Dobro, imam drugo vprašanje potem, pa a te lahko prekinem, ali hočeš dokončati? Okay. Ne, bom končal tako drugače. Omenil si dva stavka, ženska ne obstaja, pa veliki drugi ne obstaja. Zdaj, kot popoln naivnež, sofist, orientalci in tako naprej, seveda moramo vprašati, a moški tudi ne obstaja? Ali hočeš reči, da je ženska veliki drugi? Nekako terja se mi zdi dodaten napor, vsaj zame, no? Razumeti, zakaj je ravno ženska ta, ki ne obstaja. A to pomeni, da moški mora obstajati? Ali kje? No, to pomeni, da obstaja označevalna logika, ki dejansko loči na ta način spole, jih pripne na pomen, jih pripne na označevalce, ampak drugo od tega označevalnega reda ne obstaja. Ne? Obstoji pa kompliciteta med označevalcem in falosom, ja. Ne? Prav. No, glede uživanja sem hotel, res sem še to. En slaven Lacanov stavek se glasi "Ça jouit et ça ne veut rien savoir". Spravi, ono uživa in noče nič vedeti. Kaj to pomeni? Da v nas je neko ono, ki uživa in noče nič vedeti. Uživa ne glede na to, ali mi hočemo ali ne. Ali celo še hujš, pač uživa na naš račun. Uživa drugače, kot bi si mi sami želeli. Neko ono uživa na načine, ki ga ne moremo kontrolirati. Temu se reče simptom. Ono uživa, ne? Ampak uživa res tako, da ne bi hoteli na ta način uživati in zato ne nazadnje rabimo psihoanalizo. Človek pride v psihoanalizo in reče, nekaj v meni uživa, ampak tega ne morem kontrolirati, iztirja moje življenje, onemogoča me. Ne? Kar pomeni kaj? Da užitek ni neka stvar, če postavimo ta razliko med užitkom in ugodjem, ne? Užitek ni neka stvar, ki bi jo lahko kontrolirali, nadzorovali, kanalizirali, ne kar tako. Nekaj v nas uživa na načine, na katere ne bi sami hoteli. In to, da nekaj uživa, to, da ono uživa, ne? To je nekaj, kar vendarle ljudi pripenja na zelo nemogoče situacije, na situacije, recimo, in sama ideologija, gospostvo, zatiranje, neenakost. Nazadnje se vsako gospostvo vendarle opira na določeno substanco uživanja, to, da nekaj drži po konci to gospostvo, kljub temu, da bi se lahko prosto uprli in odstranili zatiralce. Nekaj v nas uživa, ker nas pripenja na obstoječi red. Ne? In nekaj, česar se je zelo težko znebiti. In psihoanaliza je nek zelo, zelo težaven, dolgotrajen, dolgotrpen proces. Kako za besedo, spravi z označevalcem, vendarle učinkovati, spremeniti, aficirati tisto, kar uživa ne glede na vse, pa noče ničesar vedeti. Ne? In v tem pomenu užitek ni preprosto tisto, kar bi si ljudje želeli, ampak ima Lacan to slovito formulo, da želja je obramba pred užitkom. Želja ni želja po dajmo čim več uživati, ne? Ampak želja na določen način ravno vzpostavlja nek obrambni mehanizem pred tem, da bi priblizu prišel nek užitek, ki bi nas nemara res lahko iztiril kot subjekte, izničil kot subjekte. Ne? In zato to vprašanje, kdo zares uživa, ne? Ni neko
vprašanje, ki bi lahko imelo nek hiter ali generalen odgovor, razen tega, da je uživanje ravno problem, ki drži po konci neke strukture dominacije, zatiranja, tudi podrejenosti in tako naprej. Glej, Hegel gospodar in hlapec. Ne? Točno to sem ves čas premišljal. A bi bilo mogoče gospodarja in hlapca razložiti kot spolno razliko? Ali pa nekako prečiti s tem? Ja. Očitno ne. Ja, mislim, ne prehitro. No. Mislim, hotel sem za zdaj samo do tega pride, da v tej Heglovi dialektiki gospodarja in hlapca Hegel reče enostavno, gospodarju pripada užitek, hlapcu pa delo. Ne? In videti, da je stvar enostavna. Tisti, ki so gospodarji, uživajo, oni drugi morajo pa garati. Ne? Ampak že v naslednjem trenutku, pri samem Heglu, zato ni bilo treba čakati na Freuda ali Lacana, vidimo, da se stvar takoj obrne. To, kar Hegel imenuje užitek, dobro, genus, je to, kar bi Freud imenoval načelo ugodja, se pravi, gospodar se predaja svojemu ugodju in s tem, da se gospodar predaja svojemu ugodju, neha biti subjekt dialektike, neha biti zanimiv za nadaljni razvoj dialektike. V bistvu v svojem ugodju vegetira v svojem ugodju. Ugodje je način vegetiranja. Ne? Tisti, ki je dejanski subjekt dialektike, tisti, ki predrugači stvari, tisti, ki nazadnje zares nosi na svojih plečih vse breme napredovanja, je hlapec. In v neki paradoksni logiki se stvar dejansko obrne. Lahko bi rekli, gospodarju pripada ugodje, hlapcu na nek način pripada užitek v vsej svoji težavnosti, v vsej neskončni težavnosti tega. Ne? To ne pomeni, hlapci zares uživajo v svojem podrejenem položaju, ampak oni so dejansko potem subjekti, ki se morajo z to substanco uživanja spoprijemati. In za Hegla je samo na strani hlapca naprej dialektika. To, da gospodar uživa, to je za gospodarja konec zgodovine. Tisto, zaradi česar imamo zgodovino, je zgodovina hlapca. Dobro, na tej točki moramo pozoriti, da je minila tista ura, ki sva jo imela rezervirano za dialog. Mogoče si lahko vseeno vzameva vsaj še za eno vprašanje čas, potem pa odpreva za širšo debato. Omenil si še anamorfozo, no? Pa se mi zdi, da mogoče rečva še o tem kakšno besedo. Anamorfoza, samo toliko, da spomneva, je koncept iz vizualnih umetnosti, kjer gre za to, se je že pojavila, ker gre za to, da neka slika dobi pravi izgled šele, če jo pogledamo prek pravega instrumenta, se pravi nekega ukrivljenega zrcala. Pri Holbeinovi sliki ambasadorja imamo tam vmes nek čudaški objekt, za katerega ne vemo, kaj je, šele če ga pogledamo z srebrno žlico ali kakorkoli zloščeno, vidimo, da gre za človeško lobanjo. To je anamorfoza. Ampak tvoja teza je, da je mogoče koncept anamorfoze na nek način aplicirati na ontologijo, da obstaja ontološka anamorfoza. A bi nam lahko kaj več povedal o tem? Ja, rekel sem, da vsako poglavje se ukvarja s tem vprašanjem dvojnosti na neke različne načine. Na začetku pri mimezis imamo Platonov problem slikarstva, recimo, stvari in kopije te stvari v slikarstvu. Anamorfoza dejansko ta problem reflektira vase, se pravi, da se na določen način podoba podvoji znotraj same sebe in anamorfoza je podoba v podobi. Znotraj ene očitne podobe se skriva še druga podoba. In zato, da bi ugotovili, kaj ta druga podoba je, kot tale čudni madež, moramo stopiti na pogledati z določene strani, stopiti na določeno mesto, odkoder se nam razkrije, da ta madež je lobanja. In samo z določene perspektive lahko vidimo, da ta lebdeča čudna reč, madež na Holbeinovi podobi, je pravzaprav lobanja. In
ne moremo videti obojega hkrati. Bodi si vidimo podobo, pa je to vse skup madež, bodi si vidimo lobanjo, pa je vsa ostala podoba madež. Se nam zamegli. Ne moremo privzeti obeh očišč hkrati. Skratka, anamorfoza je neke vrste paralaksa. Ali vidimo eno, ali vidimo drugo. Oboje pa je na istem mestu. Zdaj, ta Holbeina slika je zelo znana. Obravnava se pri umetnosti zgodovini, ne vem, v srednji šoli in učitelj z velikim užitkom pokaže učencem, poglejte, tukaj vidite madež, ampak če stopite sem, boste pa videli, da je to lobanja. Ne? In vsi učenci navdušeno ugotovijo, to je doživljaj. Tako, to je pa res fino. Ne? Zdaj smo pa našli nek skriti ključ do pomena te slike. In tudi jasno, da je slika zgrajena na določena, slika je določena alegorija, ki kaže pač dva ambasadorja z vsemi mogočimi, z vsemi pritiklinami njunega bogatstva in z raznimi instrumenti človeške vednosti, znanosti in tako naprej, človeške vednosti, moči. In to, kar hoče Holbein reči, je nazadnje, poglejte, to je vse človeška bleščava, ampak resnica tega je pač caput mortuum. Lobanja je tista vanitas vanitatum, to je bil ničevost človeških prizadevanj, nazadnje prava resnica je lobanja, ki jo boste pa videli samo strani. To je seveda en način, da lahko, kako se običajno, pač kako se tudi mora na nek način raztolmačiti anamorfoza. Znotraj manifestnega pomena imamo latentni pomen in latentni pomen nam da ključ do manifestnega pomena. No, tukaj pridemo do tistega, kar mi je na anamorfozi zanimivo in kar je korak naprej. Lahko začnem s te strani, recimo, tako kot se Freud loteva analize sanj, analize nezavednega, to vedno na nek način postopa tako, kot razgonetimo anamorfozo. Vidimo nek madež in sanje so vedno nek madež, pač neka zgodba, ki nima repane glave, nima pravega smisla. In Freud reče, no, dajte stopiti na stran malo, pa poglejte z te strani, pa vidite, da se vse poklopi v neko sliko. Pravi pomen sanj, manifestnih sanj, ki so videti kot madež, je latentna vsebina sanj, ki jo lahko izrazimo s temi in temi z določenim stavkom, določeno rešitvijo enigme. Sanje so enigma in to, kar nam Freud ponudi, je njena rešitev. In imamo neko veliko zadovoljstvo, kot oni učenci, da reče, videti je bilo, da je tole vse skupaj čudno zamegljeno, pa brez smisla, ampak zdaj smo pa pogledali strani in smo videli, to je pravi pomen sanj. In tukaj pridemo do te ključne poante. Če vzamem svojo knjigo, sem na hrbtno stran dal ta citat iz Freuda, ki se glasi, že eno samo nezavedno nam očitajo kot fantastično, kaj bodo šele rekli, če priznamo, da nam zadostujeta šele dve vrsti nezavednega. To je še en tak stavek, ki se mi zdi, da bi moral biti za vsak uvodni kurs o psihoanalizi, bi moral začeti s tem. Prva vrsta nezavednega je razgonetenje uganke. Tista latentna vsebina, do katere pridemo. Obstoji pa še druga vrsta nezavednega, ki je na nek način implicirana, skrita v tem, ki je v čem? Kje se skriva to nezavedno? V Freudovem vprašanju je, zakaj pa je bila potrebna vsa ta popačitev, da bi se ta latentna misel tako skrila pod vsem tem enigmatičnim zunanjim okrasjem. Se pravi, latentna vsebina sanj, pravi Freud, je nekaj, česar se lahko ovemo. In latentna vsebina sanj ni nezavedno, ali je ta prva oblika nezavednega, še ne pravo nezavedno, ampak strogo vzeto je predzavestno. Se pravi, nekaj, česar se nismo uvedli, ampak česar se lahko ovemo. Nezavedno pa je dejansko nekaj, česar ne moremo odpraviti.
z tem uvedenjem, s to redukcijo na pomen, redukcijo na pozitivno vsebino. V čem je to drugo nezavedno, to drugi pojem nezavednega, ki ga rabimo? Freud na tem mestu pravi v presežku popačitve, presežku popačenja, Entstellung. Se pravi, kje se nahaja, je v samem popačenju te latentne vsebine pomena, do katerega smo pač tako po tej detektivski poti prišli. Kako pojasniti samo popačitev? Kako presežek tega popačanja pojasniti? In Freudova izpeljava gre v smer, nezavedno je ravno v formi popačitve. Ni v tem, da bomo to formo razgonetili pa jo izvedli na pravi pomen. Ni tako, da nam nezavedno nekaj sporoča po ovinku, zdaj pa gremo k analitiku, ki nam bo to, kar nezavedno sporoča po ovinku, povedal naravnost. Nezavedno je samo ovinek. Ne? Samo ovinek na tej poti, samo tu je nezavedno. Ne? In tega nezavednega ne moremo pripeti na nobeno pozitivno vsebino. No in to se vračam k anamorfozi, ki se mi zdi, da to, da za madežem najdemo pomen, pa nas to razveseli, pa razsvetli, ne, je ena plat anamorfoze, druga plat anamorfoze pa je, zakaj, čemu madež? Kako to, da ima vsaka slika na zadnje v sebi svojo podvojitev, da v sebi nosi neko iztirjenje, krivuljo, neki madež, neki, kar česar ne moremo dobro integrirati v podobo. In če se postavimo na to stališče, potem je tisto, kamor nas vodi anamorfoza, ravno vprašanje nekega temeljnega razcepa, ki ga ne moremo zajeti samega kot takega, ki ga ne moremo izreči samega kot takega in ki obstaja ravno samo skozi to anamorfotično izkrivitev. Ne? Samo to izkrivljenje, ta popačitev je tisto, kar je realno tega razcepa. Samega kot takega, neodvisno od tega, ne moremo zajeti. In zato v nekem trenutku imam tudi ta stavek, da subjekt je ne mara anamorfoza biti. Ne? Da je neka recimo notranja izkrivljenost tega, ker imamo na videz objektivno pred sabo kot bit, ki jo moramo mi kot subjekti samo konceptualizirati in zajeti. Ne? In anamorfoza nastopi v tistem trenutku, ko vidimo, kako smo v to sliko, ki jo skušamo pojasniti, skozi ta anamorfotični madež upisani mi sami. Na kakšen način smo mi kot subjekti pripeti na to objektivno bit, ki je na videz samo tam zunaj. In če ne končam s tem, s čimer tudi končam knjigo, no, z tem citatom iz Alice in Wonderland, Alice v čudežni deželi, kjer imate tega famoznega češirskega mačka, ne, izginjajoči češirski maček, ne, režeči se maček, ki je nenehno izginjal in potem v nekem trenutku reče Alice, daj ustavi se nekje pa pokaži, kako izginjaš, in potem režeči se maček izginja, da nazadnje ostane od njega kaj? Režanje brez mačke. Se pravi, a grin without a cat je ta formula. Ne? In se pravi, mačka, ta substancialna reč, ki naj bi bila nosilec tega režanja, je izginila, ostal je samo the grin, se pravi, režanje brez mačke. In ne mara, vsem nekako vodi to razmislek o anamorfozi, mogoče pa je psihoanaliza znanost o režanju brez mačke. Ok, hvala lepa, Mladen. Mogoče ga na tem točki lahko nagradimo z aplavzom. In lahko odpremo vse skupaj še za širšo javnost. Kot vidite, so med vami že ljudje, ki tečejo, da bodo še ujeli knjige z 20% popustom. Tudi vi boste dobili to priložnost, še prej pa mogoče res odpremo še za vprašanja. Ne vem, bomo prižgali mogoče luč v dvorani. Aha, mikrofon vidim, da je že pripravljen.
Tako da kar pogumno z besedo na dan, sicer imamo midva tudi še programa, ne? Mi smo lahko do 2 zjutraj. Aha, imamo že kar vprašanje, Lev? Iz radovednosti. Ja. Obstajajo sodobne filozofske, estetske teorije, te podobe, tega imidž, ki je povsod prisotna zdaj v tej vizualni civilizaciji, da novomedijska, virtualna podoba v pomenu imidž ni več ničemur podobna, skratka, da nima te dvojnosti, da nima te diference. Da ta diferenca v sodobnem gledanju izginja, skratka, kjerkoli bi se postavilo ob tej sliki madeža ne bi videli ali pa ne bi videli lobanje. Posledično izhaja iz tega stavek, ki utegne avtorja knjige razjeziti, da seveda slika, imidž in realnost sovpadata. Ja, ne vem, zakaj bi me to razjezilo. Mislim, obstoji nek cel podaljšek aspekt tega, kar razvijam v tej knjigi, ki bi bil vreden zelo tehtnega in napornega nadaljnega premisleka, ki gre natančno v tej smeri, no? Da imamo določeno prezenco medijev, ki so pač podoba, slika, odslikava neke realnosti. In dejansko je ta prezenca medijev postala tako vse prisotna in vse prežemajoča in opresivna, da dejansko pač to realnost kreirajo, da sam dvojnik kreira bit, če ne tako rečem, se pravi, da to, kar naj bi bila podvojitev in zgolj imidž nečesa, dvojnik biti postane samo še dvojnik, biti pa ni več. Nekako zgubimo to realno same biti. In zanesljivo se da te medijske realnosti lotiti za tem konceptualnim aparatom. Mislim, nisem šel v to smer, ampak to, da obstaja pač podvojitev, ki je v sebi povzela, ali uspela celo izničiti realnost, na katero se ta podvojitev nanaša, je eden od načinov, kako imenovati to našo sedanjo katastrofalno zagato. Dobro, obstoji cela vrsta razmislekov. Nekdo, ki je začel na veliko, recimo že pred toliko desetletji, ko je bila ta nevarnost še bistveno manjša, o tem govorite, recimo Baudrillard in vprašanje simulakrov in virtualnosti, in mislim za njim toliko drugih. Zdaj, jaz se v knjigi ukvarjam z vprašanjem modernizma kot nekega programa, ki hoče izstopiti iz režima mimezis. To je tisto, kar definira moderno. Doslej je bila umetnost reprezentacija, doslej je temeljila na podobi, ki je na določen način reprezentacija neke realnosti. Mi modernizem, mi modernisti, pa hočemo stopiti ven iz režima reprezentacije, sploh umetnosti kot reprezentacije. In hočemo ujeti kaj? Hočemo ujeti, Badiou v svoji knjigi o 20. stoletju poskuša dati neko diagnozo 20. stoletja, zvedeno na eno geslo, ki je la passion du réel, se pravi strast do realnega. Hočemo priti do tistega realnega, ki ni več predmet reprezentacije. Hočemo direktno zajeti to realno samo kot tako. In en način, kako opisati Artaudov projekt, je natančno to, la passion du réel. Ne več gledališče, ki bi bilo reprezentacija, ki bi bila stvar iluzije, ponovljivosti in tako naprej, ampak ki bi bilo realno samo. In ki bi bilo s tem, da bi bilo realno samo, bolj realno od vse druge realnosti, ki je primeri s tem, ker bi to gledališče moralo proizvesti, samo reprezentacija. Ali bolj derealizirana v naših običajnih ideoloških parametrih, kateri realnost doživljamo.
Se pravi, modernizem je na določen način ikonoklastičen projekt, ne? Herojski ikonoklastičen projekt, kako stopiti ven iz režima reprezentacije. Ne? In v knjigi se ukvarjam z tem, da zakaj to ni dovolj, zakaj moramo, zato da razumemo modernizem mogoče, da ne mara to neka velika iluzija modernizma in da je neko realno mimezisa ustrajalo naprej. Da modernizem zgradi neko zgodbo, ki temelji na tem. Nekoč je vladala klasična umetnost mimezisa. Potem pa je prišel herojski čas, ko smo končno s tem prekinili in zdaj se ukvarjamo z pravo umetnostjo, ki je onkraj reprezentacije. Se pravi, vedno imate neko herojsko sago, neko naracijo, historično naracijo, kako smo prišli do sem. Ne? In nasproti teh historičnih naracij postavljam pač dvojno tezo. Prvič, umetnost kot mimezis ni nikoli obstajala. Mislim, poglejmo, kaj je umetnost realno počela, to je pač nek čist neprimeren način, da bi razumeli, zakaj je v umetnosti šlo od njenega samega začetka. In drugič, z mimezisom nikoli ni konca. Še vedno ustraja, še vedno živimo v obdobju, ki ga obletava problem mimezisa. Ne? Spravi, ta dvojna teza se mi zdi, da je paradoksna dvojna teza. Mimezisa nikoli ni bilo, ampak nikoli ne bo, ni pa minil. Ne? Še vedno traja naprej, še vedno insistira. Ne? In če je bil modernizem nek herojski poskus ikonoklazma, ne? Izstopa iz režima reprezentacije, podobe kot reprezentacije, potem imamo nemara vprašanje, ki si ga zastavil, neko inverzno podobo tega, se pravi ne ikonoklazem, ampak čaščenje podobe, ne? Omniprezenca podobe, če dalje je večja prisotnost podobe, ki na zadnje nastopi kot ravno izničenje same razlike med podobo in realnostjo in s tem izničenje same podobe. To je inverzna, na nek način ta univerzalna implementacija podobe, medijske podobe, na nek način malo paradoksno je, natančno inverzna plat modernizma. Se tudi historično sta se upadala. Res se bojim, da bo čas za Hegla drugače. Ne, to je Minervina sova, se mi zdi, da je ta čas je nastopil. Ta čas je nastopil za Minervino sovo, ja. No, mladen seveda ve, kaj ga hočemo vprašati, ker sem mu vprašanje poslal naprej. Nekako bom prišel do te Minervine sove. Mladen, omenjal si, kaj bi bilo pri Heglu lahko pač ta biti njen dvojnik, da za začetek, če ne drugega, je to lahko nič. Če pogledamo prvi del znanosti logike, če pogledamo drugi del znanosti logike, je to videz oziroma bistvo. Ampak seveda v knjigi se lotiš pa nečesa drugega, se lotiš pa Minervine sove. Se lotiš v bistvu vprašanja na neki točki, da Hegel tezo, da filozofija vzleti kot Minervina sova šele, ko pade mrak. Na nek način prepozno, ko je vsega dogajanja že konc, ko je dan že minil, takrat šele filozofija. Seveda tisto, kar na nek način se samo od sebe kaže kot rešitev, je, da filozofija je pač samo neko govorjenje post factum, potem, ko je dogajanja že konc. Na nek način filozofija je v bistvu dvojnica dejanskosti. Obstaja dejanskost, obstaja bit, potem obstaja pa še filozofija, ki je pač nek ostanek, nek dodatek, nek nepotreben privesek. To bi bila recimo vsaj neka kritika, ki bi bila tukaj možna. Ampak tvoja teza seveda ne gre v to smer. Ne, ne vem, mogoče v Minervini sovi najprej rečem tole, da pač sova je bila nek prastari emblem filozofije, ker je bila pač atribut Atene, ki je bila prva zavetnica filozofije in kar je dobro, historično, mitološko, kontingentno recimo, ampak sova je služila kot zelo dobro nek prispodoba filozofije. Zakaj? Mislim, zaradi določenih lastnosti, da sova lahko vidi v mraku, ne? Tako kot mora filozofija videti skozi mrak človeških mnenj in zaslepljenosti, ne?
Dalje sova je tista, ki gleda strmo in nepremično, tako kot mora filozofija strmo in nepremično poskusiti priti do bistva. Ne? Sova lahko obrne svojo glavo, če ne za 360 stopinj, pa za 270 stopinj, ker ima pač oči, ne more premikati samo oči, da bi premikala glavo, ne? In jo lahko obrača vse naokoli, tako kot mora filozofija tudi panoptično znati videti vse različne, pogledati totaliteto, pogledati na vse strani. In to je bilo tisto, kar je nekako dalo sporednico Sovi. Sova, to so filozofske živali, ne? Nepremično strmijo, vidijo v mraku, gledajo na vse strani, kakorkoli. Ampak to, kar ponavadi ne omenijo nekako, ki je pa sam nadaljni stavek, pa tudi Hegel tega ne omeni. Zakaj Sova to počne? Ja, zato, da bi v določenem trenutku se spustila na svoj plen. Se pravi, če videti sova kot ta kontemplativna žival, ki tako nepremično strmi, pa vidi skozi mrak, pa ne vem kaj, zelo filozofska žival, ne? Ampak namen vse te spekulacije je kaj? Akcija. Se pravi, na nek način, če Hegel vzel to prvo plat sove kot neko prispodobo filozofije, potem vidimo, zakaj iz Hegla lahko izhaja Marx, ki je pa ne mara ta del, kako bi od spekulacije prišli kako bi pojem, filozofski pojem pokazal svoje kremplje, ne? In se spustil v nenadni napad. Ne? Zapravi, filozofska spekulacija ni nič nedolžnega, ampak je ves čas spekulacija, ki bi morala pripravljati določen napad na svoj objekt. Zdaj to je videti, seveda, mislim, pri Heglu to videti v velikem nasprotju z tem, da dejansko reče, ker praviš, da pač Minervina sova razpne krila šele, ko pade mrak, in takrat je čas za filozofijo, takrat, ko je neka podoba življenja zbledela, zato, da bi filozofija poučevala svet, kakšen naj bo, pride vedno prepozno, se pravi, vedno smo v zaostanku za realnostjo, in filozofija je videti, da ne more, s tem, da pride prepozno, ne more poučevati sveta, kakšen ne bi bil, in mu ne more, lahko ga samo spozna. Ne? Kar je videti nekako fatalno za Hegla, se pravi, neko podobo Hegla, ki je podoba sprijaznjenosti z dejanskostjo takšna, kot pač je, ker kar je dejansko je umno, kar je umno je dejansko, se pravi, to je njegov enačaj, sloviti Heglov enačaj iz istega uvoda v pravno filozofijo pravice. Dobro, proti temu, mislim, imam seveda določeno strategijo, jaz ne vidim Hegla nikoli v tej luči in nikoli nisem videl Hegla v tej luči in tudi historično Hegel nikoli ni stal na takem stališču. Hegel, ki je bil veliki entuzijast nad francosko revolucijo, konec koncev, katerega problem ni bil to, da bi se hotel sprijazniti z dejanskostjo takšna, kot je, ampak ko tiste pridobitve francoske revolucije, nad katerimi je bil kot študent tako neizmerno navdušen, kako jim dati neko obliko trajne politične skupnosti. Ne to, da je revolucija nekaj, kar nas prežame z entuzijazmom in je potem konec, pa pridemo do neke normalizacije, ampak način, kako bi se ta entuzijazem revolucije lahko ne bil stvar hipnega navdušenja, ampak stvar nekaj, kar lahko traja, nekaj, kar lahko zadobi trajno obliko. Zdaj, kar zadeva to zakasnelost, nujno zakasnelost, to je povezano z Heglovim celotnim načinom razmišljanja. Recimo, na začetku fenomenologije duha imamo čutno gotovost, se pravi, čutnost se nam kaže pred seboj, pred nami kot neko neizmerno bogatstvo, ki bi ga lahko ujeli, in tisti, ki hočemo to bogatstvo izreči, vidimo, da smo ga izgubili, kar izrečemo je nekaj ubornega, neprimernega,
neustreznega vsemu temu bogatstvu, ki smo ga vendar tako čutno, jasno videli pred seboj. Spravi, diskrepanca med čutnim bogatstvom in bornostjo abstrakcije pojma je tisto, s čimer Hegel začne v fenomenologiji. In lahko bi rekli, pojem pride vedno prepozno. Pojem že takoj pride vedno prepozno. Imamo to čutno bogatstvo, tisti trenutek, ko ga hočemo izreči, smo ga že izgubili. Za Hegla je to neka nujna iluzija. To, da smo izgubili čutno bogatstvo, ki je bilo pred nami, pa da je pojem prišel zatem prepozno, to je strukturna iluzija. Šele to, da smo ga izgubili, je proizvedlo vse to čutno bogatstvo. Šele to, da pojem pride prepozno, šele to omogoča, da to čutno bogatstvo sploh lahko pojmovno zajamemo. Se lahko sploh z njim soočimo. In iluzija je, da je to obstajalo pred tem posegom pojma. Iluzija je, da smo takrat to imeli, da smo takrat to dejansko posedovali. In tista formula, ki sem jo dal že pred leti, tukaj samo na kratko ponavljam, je, da pač pri Heglu izgubimo tisto, česar nikoli nismo imeli. Izgubimo tega čutnega bogatstva, nikoli nismo imeli, dokler smo prišli do točke, ko smo nazaj retroaktivno ustvarili iluzijo, da smo ga izgubili. In na nek analogen način, treba je bilo več vmesnih korakov, ampak na nek analogen način, to, da pride filozofija prepozno in to, kar je videti kot že neka izgotovljena dejanskost, lahko samo spozna, je tudi retroaktivna iluzija. Dokler ne pride filozofija, te dejanskosti dejansko še ni. Dejansko ta retroaktivnost na določen način šele proizvede to dejanskost, za katero zaostaja. In šele s tem, da zaostanemo, lahko sploh proizvedemo pravi čas, če ne tako rečem. Ni to, da zdaj bomo pa zagrabili realnost v pravem trenutku, nikoli ne zagrabimo, vedno na nek način strukturno zgrešimo. Ampak če ne bi strukturno zgrešili, potem sploh ne bi mogli proizvesti konceptualnega trenutka, ko bi lahko zajeli, in trenutka, ne samo konceptualnega, ko koncept lahko to dejansko oblikuje in vanjo poseže. To, da pride pojem prepozno, ni v nasprotju s tem, da je šele pojem tisti, ki lahko to dejansko predrugači. To se mi zdi, da je nek osnovni dispozitiv Heglove filozofije, ki gre pač proti temu običajnemu razumevanju. Itak ne moramo nič narediti, kar je dejansko že tako umno. Ok, hvala lepa, Mladen. Če imamo zdaj kakšno vprašanje, je zadnji trenutek, da ga izrečemo. Sicer bi jaz ta trenutek izkoristil, da se vsem skupaj zahvalim, da ste prišli. Zahvaliti se moram seveda tudi knjigarni Azil še enkrat, še posebej Cirilu Oberstarju, ki je organiziral ta čudoviti dogodek in tudi se sprehajal med nami z mikrofonom v roki. Žal samo enkrat uspešno, ampak tudi to je nekaj. Zahvaliti se moramo seveda tudi Jaku, ki financira to, in Društvu za teoretsko psihoanalizo, ki je sproducirala to čudovito knjigo, katere avtor je bil danes naš sogovornik. To knjigo, o kateri bi bilo treba reči naslednje. Ni tako, da je ta knjiga samo dobro napisana in da ima seveda vse te čudovite poglavja o anamorfozi, o umetnosti, o komediji, o Platonu, o Aristotelu in tako naprej, o spolni razliki, o Kafki, o Bagafinu, mislim, ogromno smo spustili. Ta knjiga je veliko širša od tega drobnega, od tega drobca, ki je danes, od te kapljice, ki je danes padla na našo mizo, ampak kakorkoli ta knjiga ni samo neka konceptualizacija današnjega stanja, brez te knjige, brez tega koncepta seveda današnjosti sploh ni. Tako da vaša naloga, ko se zahvalimo Mladenu z aplavzom, je, da pač skočite po njo in jo ujamete z 20% popustom. Skratka, pretvorili se bomo v sovo in planili na plen. Mladen, hvala lepa za pogovor. Hvala, Gregor.